Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču. V Ukrajini že od leta 2022 divja vojna. Vsakdanje življenje milijonov ljudi je obrnjeno na glavo. Kaj danes pomeni gledališče v Ukrajini? Kaj gledališki prostori, ki so kljub vsemu ostali odprti, pomenijo za prebivalstvo? Ti vprašanji sta osnovni temi podcasta Gledališča vojne v izvirniku Teatri di Guerra, ki nastaja pod okriljem postaje Rai Radio 3, italijanske nacionalne radiotelevizije Rai v Lvovu, Kijevu, Odesi, Černobilu, Harkovu in Hersonu. Podcast ob pomoči radijskega medija in na terenu posnetih intervjujev raziskuje ukrajinske gledališke prostore ter življenje in upanje umetnikov, ki tam še naprej ustvarjajo. Podcast sta zasnovala režiser Enrico Baraldi in novinar, kritik Graziano Graziani. Ta je o nastanku podcasta Gledališča vojne povedal. I was following Enrico's work on Ukraine and on Ukraine actors that prepare in Italy, and so Sledil sem Enricovemu delu o Ukrajini in delu z ukrajinskimi igralkami tukaj v Italiji. Nato sem govoril z njim o tem, da bi bilo dobro na neki način predstaviti ukrajinska gledališča, ki so odprta in delujejo v času vojne. In ker je imel Enrico veliko povezav z ukrajinskimi gledališči in gledališčniki, sem predlagal, da bi tja skupaj odpotovala. Povabila sva še 3 igralke. Ena izmed njih je že delala z Enricom, da bi bile najin glas, ker govorijo italijansko in ukrajinsko. Zastavili smo si preprosto vprašanje, kako delati gledališče v času vojne, in za odgovor izbrali obliko podcasta, saj sam delam na radiju. Enrico pa je vse dokumentiral z videom. Podcast se nam je zdel enostaven in najboljši način, kako doseči veliko ljudi, saj je danes zelo priljubljen. Tako smo začeli to potovanje pred več kot letom dni, junija 2024. Izbrali smo 6 ali 7 različnih mest za to, da bi bile vključene različne perspektive in različne situacije, saj je Ukrajina zelo velika država in se razmere od kraja do kraja razlikujejo. O začetkih podcasta je režiser Enrico Baraldi dodal. The origin of the podcast is quite far in the time because my relationship with Ukraine started in 2022. Zamisel o podcastu je pravzaprav že stara, saj se je moj odnos z Ukrajino začel leta 2022, takoj po začetku ruske invazije. Takrat je skupina igralk iz Kijeva pribežala v Italijo. Najprej so bile nastanjene v samostanu v Veroni, kjer so sodelovale pri projektu, ki ga je zasnoval italijanski režiser Matteo Spiazzi, moj prijatelj, z namenom, da bi pomagal gledališčnikom, ki so iskali varen prostor. V Veroni sem imel delavnice s 47 igralkami. Želeli smo ustvariti prostor povezanosti, saj smo vsi prihajali z področja gledališča. To je bila naša skupna podlaga. Nismo si torej bili popolni tujci, saj smo se imeli o čem pogovarjati. Tako sem ustvaril tudi povezavo z Ukrajino, kar je bilo zame nekaj novega. Prej sem le sledil novicam iz te države, torej od nekod daleč, kar naenkrat pa je vstopila v moje življenje. Z igralkami sem vzpostavil dobre odnose in veliko smo razpravljali o kulturi, ki se spreminja, o razmerju med ruskim in ukrajinskim gledališčem. In zame je bilo vse novo, fascinantno in tudi dramatično, saj so ukrajinske igralke tedaj preživljale zelo dramatično obdobje svojega življenja. Potem pa sem se v nekem trenutku odločil, da bi skupaj s 3 igralkami naredil predstavo o njihovih umetniških občutkih ter ruskem jeziku, ruski kulturi in Antonu Čehovu, ki je eden največjih dramatikov in mojstrov gledališča, ki ga slavimo tudi v Italiji. V okoliščinah sedanje vojne pa je v navednicah težavno ime.
Igralke iz te skupine so me tedaj, to je bilo oktobra 2022, obvestile, da so trenutno gledališča zaprta, da pa je bil sprejet nov zakon, ki dovoljuje, da so gledališča, ki imajo zaklonišča, kamor se lahko ljudje zatečajo v primeru sirene, lahko odprta. Tako so se začela gledališča počasi organizirati in se vpraševati, kaj je namen gledaliških predstav zdaj, v času vojne. In zastavljale so se teme in vprašanja, zakaj gledališče, zakaj ustvarjati gledališke predstave, kaj je pomen gledališča. In ta vprašanja so mene in Gracijana tako fascinirala, da sva se pozneje odločila za skupno potovanje. Na tem potovanju od zahoda proti vzhodu vse do frontnih črt sta obiskala več pomembnih ukrajinskih gledališč, ki so kljub vojni ponovno začela uprizarjati predstave in še danes delujejo. Novinar Graciano Graziani in režiser Enrico Baraldi v podkastu razmišljata o svojih izkušnjah v Ukrajini in pri tem izmenjujeta dialog s pričevanji zbranimi na terenu, da bi podčrtala to, kar se dogaja pred vrati Evrope. Graciano Graziani o konceptu podcasta pove. First of all, I can say something about the title. Teatro is theater in Italy. Najprej bi povedal nekaj o samem naslovu. Teatro v italijanščini pomeni gledališče, torej Teatro di Guerra pomeni gledališče vojne, obenem pa Teatro di Guerra pomeni tudi vojno bojišče ali vojno območje. Teatro di Guerra je prav tako naslov filma, ki ga je pred leti posnel italijanski režiser Mario Martone in govori o vojni v nekdanji Jugoslaviji. In za naslov sva potem izbrala slovnično množino, teatri, torej gledališča. Pri izbiri zgodb za podcast sva uporabila Enricove izkušnje, saj je pred najinim skupnim potovanjem bil v Ukrajini že 4-krat. Odločila sva se, da bova sledila nekaterim zgodbam, ki jih je že poznal. In tako sva vnovič našla nekatere ljudi in jih intervjuvala. Naprimer, posnela sva intervju z nebinarnim vojakom v Černobilu. Tega intervjuja nisva dobro splanirala prej. A nato so nas poklicali predstavniki za stike z javnostjo ukrajinske vojske in omogočili snemanje. Najina zamisel je torej bila, da smo navzoči, da slišimo zgodbe in da posnamemo intervjuje. Nisva se trudila vnaprej napisati vsakega stavka za podcast. Med posameznimi intervjuji smo veliko improvizirali. Enrico Baraldi poudarja vlogo igralk. Jane, Jeve in Natalije, ki so jima pomagale pri projektu. Seveda sva bila soočena z dejstvom, da se skušava približati ljudem, ki govorijo drug jezik. Sam poznam samo nekaj ukrajinskih besed, kar pa ni dovolj za komunikacijo. Zato se nama je zdelo pomembno, da imava s seboj ljudi, ki nama lahko pomagajo, toda ne samo kot prevajalci, temveč tudi kot priče. Zato sva povabila k projektu 3 igralke, Jano, Jevo in Natalijo. Že nekaj časa so živele v Italiji in so znale italijansko. To potovanje pa so dojemale kot vrnitev domov, k svojim koreninam. Vrnile so se v gledališče, kjer so delale, v mesto, kjer so študirale in odraščale. Vnovič so torej gradile odnos s svojim mestom, državo. Za naju je bilo pomembno, da so nama lahko ponudile svoj pogled na dane razmere, pogled nekoga, ki je šel in se vrnil. O tem, kaj je namen in sporočilo podcasta Teatri di Guerra gledališča vojne, Graziani pove. Ne vem, ali nosi kakšno sporočilo, zagotovo pa si želiva predstaviti kompleksnost in večplastnost resničnosti. V Italiji debate o vojni med Ukrajino in Rusijo zelo delijo ljudi. Nekateri podpirajo Ukrajino, drugi so skeptični, tretji so prorusko usmerjeni.
Skoraj vsi pa delajo enako napako, ki bi jo v socioloških raziskavah poimenovali prebiranje češenj. In sicer vzamejo neki detajl, ki se ujema z njihovim pogledom oziroma prepričanjem in ne želijo videti druge plati. Namen podcasta je, da pokažemo vsakdanje življenje gledališčnikov med vojno v Ukrajini. Poslušalcem pa potem prepustimo, da si ustvarijo svoje mnenje. Baraldi ob tem doda. Yeah, it's like Graziano said, it's kind of different point of view on a topic that it's very well known. Kot je povedal Graziano, gre za različne poglede na temo, ki je dobro poznana. Ljudje mislijo, da vedo veliko o vojni, toda vojna sama je zelo kompleksna. To niso samo napadi, bombne eksplozije, vojaki, vojaške operacije ali geopolitika, ampak gre tudi za vsakdan civilistov. Za nas je bil ta droben detajl o gledališču v veliki sliki vojne nekakšna možnost, da vstopimo in izvemo več o dogajanju od znotraj. Za nas je seveda težko razumeti, kaj pomeni biti v vojni, saj na srečo nimamo te izkušnje. Vojno si težko zamišljamo, je onkraj naše domišljije. Toda gledališče je prostor domišljije in del naše skupne identitete. Zato nam je gledališče omogočilo, da se približamo tej težki temi vojne iz te določene specifične perspektive. So it was the possibility really to enter a little bit more from one specific angle, from one specific point of view, this topic that is very difficult to address. Oba, Graziano in Baraldi, imata izkušnje iz gledališča in vpogled tako v italijansko kot ukrajinsko gledališče. O razlikah v popularnosti gledališča Enrico Baraldi. What I found out since my first trip in Ukraine in 2022 is that the theater is so popular in this country like in many other countries from the... Kar sem spoznal od svojega prvega potovanja v Ukrajino leta 2022 je, da je gledališče tam izredno popularno. Enako bi lahko rekli za vse države nekdanje Sovjetske zveze. Ljudje imajo občutek, da je gledališče del njihovega vsakdanjega življenja. Včasih si gredo 3-krat, 4-krat ali 5-krat ogledat celo isto predstavo. Za nas je to precej šokantno, saj v Italiji velja, da je gledališče dinozaver, nekaj staromodnega. Odnos, ki ga imajo ukrajinski igralci z občinstvom in obratno, ki ga ima občinstvo do igralcev, je za nas neverjeten. Ob tej dramatični izkušnji vojne pa sta zdaj postali očitni dve zanimivi reakciji. Prva je ta, da je gledališče doometo kot prostor, kamor mora vstopiti resničnost. Zato imajo gledališče, ki je politično, ki govori o tem, kaj se dogaja, kaj čutijo, kako čutijo in kaj si želijo za prihodnost. Druga reakcija pa je močna potreba po pobegu iz resničnosti. Gledališče je torej prostor, kjer človek najde uro in pol zabave. To se mi zdi zanimivo, saj je v Italiji odnos do pogleda na gledališče kot zabavo pogosto nekoliko snobovski. Si pa zlahka predstavljam, da če je tvoja država v vojni, potrebuješ tudi nekaj smeha in sproščenosti. Vsekakor je zanimivo, kako zelo so ljudje v Ukrajini povezani z gledališčem, dosti bolj kot v Italiji. Graziano Graziani se je spomnil še enega dogodka in dodal. Bilo je zanimivo, ko se je iz Kijeva po telefonu oglasila Jana ter na koncu rekla, da čuti, da mora delati politično gledališče, zato ustvarja eksperimentalno gledališče, saj se več ne prepoznava v institucionalnem gledališču. Sicer ne govorijo neposredno o vojni in politiki, ustvarjajo na primer postmodernistično dramo nemškega dramatika in gledališkega režiserja Heinerja Millerja Stroj Hamlet. Toda mnenja so, da če ustvarjanje gledališča dojemaš kot politično odločitev, potem se odločiš za eksperimentalno gledališče. Podobno je pri nas v Italiji, četudi so okoliščine drugačne. Baraldi sicer opaža številne razlike med gledališčem v Italiji in Ukrajini. In Italy we are super passionate about our past and the classics.
V Italiji smo zelo strastni glede svoje preteklosti in klasikov. Oboje je zelo navzoče v našem gledališču. Tudi v ukrajinskem je podobno, vendar mislim, da bi morali pri nas to idejo svetega prostora nekoliko zavreči. Dejstvo pa je, da na italijanskih odrih najdete veliko več Čehova, Stanislavskega in drugih ruskih klasikov, ki jih zdaj seveda ne morete najti v ukrajinskih gledališčih. Graziani dodaja. Veliko ljudi je povedalo, da razumejo gledališče kot tisti prostor, kjer se na novo premišlja identiteta tega, kaj pomeni biti Ukrajinec. Zato pišejo igre o Ukrajini, odkrivajo ali na novo odkrivajo klasične pisatelje ali dramatike, ki so pisali o Ukrajini, in jim na ta način dajo drugo priložnost, saj so ruski pisatelji nasplošno bili opaznejši in pomembnejši za celotno območje nekdanje Sovjetske zveze. Gledališče torej uporabljajo v smislu grajenja nove identitete. V Italiji se politično gledališče uporablja predvsem za dekonstrukcijo identitete. Torej gre za čisto drugačno zgodbo. Seveda je to pričakovano, saj smo na različnih točkah svoje zgodovine kot država. Za letošnji mednarodni festival Mittelfest, ki je že 34. potekal v severnem delu Italije v Čedadu, sta Graziano Graziani in Enrico Baraldi izvedla podcast v živo, ki je bil nekakšna mešanica gledališke uprizoritve in radijske oddaje. O tem, kako sta si zamislila predstavo, Baraldi pove. In between talk and performance and radio show. Gre za mešanico govora, performansa in radijske oddaje. Zelo sem užival pri snovanju tega dela, saj je šlo za neke vrste priložnost, da sem šel čez našo zgodbo potovanja po Ukrajini. Hkrati je ob tem pomembna izkušnja deljenja zgodbe z občinstvom ter tega, da sva vpletla ukrajinske igralke. In predvsem je pomembno, da smo občinstvu dali priložnost, da je z nami v živo. Ne gre za zahteven performance. Z Grazianom sva ga zelo zlahka zgradila. Na odru se pogovarjava in pripovedujeva zgodbe, hkrati pa je z nama Jeva, ki bere izjave ljudi, s katerimi sva se srečala. Gre za kreativen eksperiment. Graziani doda še svoj pogled. Zelo sem zadovoljen, da gre za nekakšen radio v gledališču. Delam na radiju, zelo imam rad ta medij in mislim, da je jezik poslušanja glasov in zvokov nekaj, kar je globoko povezano z domišljijo. Ampak občinstvo, predvsem tu v Italiji, je to odkrilo šele v zadnjih 7 letih, predvsem zaradi razmaha podcastov. Zdaj pa lahko nekaj takega narediš tudi v gledališču. Pred 10 leti bi bilo to nekaj neobičajnega, morda tudi ni bilo pravega znanja, toda zdaj se ljudje lahko prepustijo zvoku in zvok je povezan z domišljijo, prav tako kot je gledališče povezano z domišljijo. Zato je gledališče dober prostor za ustvarjanje te vrste živega radija. Želja po kreativnem eksperimentu je Enrica Baraldija in Graziana Grazianija popeljala do žive različice podcasta Gledališča vojne, ki sta jo ustvarila posebej za letošnji festival Mittelfest. Festival gledališča, glasbe, plesa in cirkusa, ki združuje ustvarjalce srednje in vzhodne Evrope, zdaj že 5. leto vodi Giacomo Pedini, gledališki režiser, ki ima širok in poglobljen pogled v ustvarjalne sile uprizoritvenih umetnosti v tem delu Evrope. Giacomo Pedini. Our cultural system, even if there are many relations between European countries, at the end is quite connected to the... Kulturni sistem, čeprav je vzpostavljenih veliko povezav med evropskimi državami, je na koncu predvsem odvisen od situacije v posamezni državi. Odvisno je torej, kje ustvarjaš. Stanje uprizoritvenih umetnosti v Italiji je precej drugačno kot v Sloveniji ali drugih državah. Obstaja pa neke vrste trend, ki ga lahko zaznamo v številnih evropskih državah.
državah. In to je, da se vloga uprizoritvenih umetnosti kot dela nacionalne umetnosti ali umetnosti kot servisa za določeno občinstvo spreminja, vendar pogosto v negativno smer. V Italiji je dolga tradicija tega, da so uprizoritvene umetnosti, gledališče, plesna in cirkuška umetnost, dojete kot zabava. Tudi v nacionalnih ustanovah, ki jih financira država, je tako dojemanje uprizoritvenih umetnosti močno navzoče. In dejansko se to dojemanje uprizoritvenih umetnosti kot nečesa za zabavo trenutno krepi v številnih evropskih državah. Žal tudi tam, kjer to dojemanje ni bilo tako močno kot v Italiji. To je gotovo velika sprememba, ki priča tudi o tem, kako je naše delo povezano z družbenim dogovorom. Dogovor je kompleksna stvar. In ko pripoveduješ občinstvu o kontroverznih rečeh, je to zahtevno. Največja nevarnost, zanka, v katero se lahko ujame umetnost, pa je, da je ustvarjena samo za zabavo. Da se izogiba relevantnim, kompleksnim ali kontroverznim vsebinam. Mislim, da to ni dobro, kajti uprizoritvene prakse so področje, kjer ljudje srečujejo sami sebe. Omogočajo prostor, kjer so si telesa zelo blizu. Torej je ustrezen prostor za pripovedovanje zgodb, ki so kontroverzne. Kajti ko so ljudje skupaj v istem prostoru, so lahko tišji, spoštljivejši do različnosti, kot v trenutkih, ko so sami. Živimo v zelo posebnem času in kot profesionalec na tem poklicnem področju, ki verjame v vrednost umetnosti kot izvora diskusije, mislim, da je naša dolžnost, da se zelo zavedamo samih sebe in tega, kar počnemo, ne pa da se pritožujemo. Včasih slišim kolege po Evropi, ki se pritožujejo, a meni to ni blizu. Moramo se soočiti z resničnostjo, ne smemo se le pritoževati. Pritoževanje ne pripelje nikamor. Naša naloga je, da se trudimo iskati rešitve. To je težko početje, ampak to je naša naloga. But I disagree, because we have to face reality, not complain. Complaining doesn't bring to anywhere. But trying to find solutions is our job. It's very hard, frustrating, but it's our job. O tem, kaj pogreša oziroma česa bi si želel videti več v kontekstu uprizoritvenih umetnosti, Giacomo Pedini. Mainly I would like to see more reaction and more joy and curiosity from the audience. This is the main thing. Predvsem bi se želel več odziva, užitka in radovednosti občinstva. To je glavna stvar. Na odru pa bi si želel, tu govorim zase, videti stvari, ki zahtevajo veliko moje domišljije, ki zahtevajo pozorno zaznavo ter moje mnenje, pogled na videno. Ne želim gledati stvari, ki jih že poznam. Ne želim gledati ponavljam. Ne želim gledati stvari, o katerih se je že govorilo in debatiralo, ki so bile že narejene. To si želim tudi zase, za svoje delo. Zame kot profesionalca, ki je videl že zelo veliko predstav, je to težko. Kar si torej želim videti, je pametno ukvarjanje z resnico, zavedajoč se, kako težko se je ukvarjati z resnico. Bertolt Brecht je napisal znan esej o 5 težkih stvareh, ki jih morate storiti, če želite povedati resnico. In kar dober italijanski poet Edoardo Sanguinetti je potem dodal: da, k temu pa moramo dodati še 6, da je to zelo težko. Na odrih pa bi rad videl ta prizadevanja. Add also the 6th. So it's very hard. What I would like to see is the struggle to do that. Direktor mednarodnega festivala Mittelfest Pedini vsako leto izbere krovno temo, ki v širšem smislu določa okvir za predstave in program. Letos je bila izpostavljena tema tabu. O tem, zakaj se mu je zdela pomembna in kako je posledično izbral predstave za Mittelfest, pove. I find taboo a quite relevant topic in this moment because what I see is the everyday manipulation of perception and everyday manipulation of perception has the Tabu se mi kot tema zdi zelo pomemben za današnji čas, saj vsak dan opažam manipulacije z našo percepcijo. Glavna posledica tega manipuliranja z našim dojemanjem je delitev ljudi na 2 skupini, v okviru katerih živimo kot pripadniki primitivnih plemen. Biti bi morali civilizirana svetovna družba in dojeti, da je razumevanje resničnosti lahko zelo varljivo.
Temu bi morali posvetiti več pozornosti. Torej, tema tabuja se mi zdi zelo pomembna, ker je sam tabu povezan z nenapisanim občutkom, kaj je prav in kaj je narobe. Povezan je z nenapisanimi zakoni in kar združuje družbo, so nenapisana pravila, zakoni. Napisani zakoni so samo rezultat nenapisanih, dogovorjenih zakonov. In zakoni so lahko videni in tolmačeni različno, odvisno od interpretacije. Zato je tabu zelo pomemben, saj je neke vrste nevidna povezava med ljudmi in med tem, kar razumejo kot prepovedano, a kar hkrati dojemajo tudi kot sveto. To je zelo močno izhodišče in zato mislim, da je tema pomembna. Hkrati je odprta in vabi, da ostaneš v bistvu stvari, da začneš zastavljati vprašanja sebi in nehaš postavljati vprašanja drugim. Na festivalu so bile različne predstave, nekatere so se bolj neposredno dotikale teme tabuja, druge posredneje. Festival smo denimo začeli s koncertom Noč risank, ki je bil namenjen družinam. Šlo je za pesmi iz risank, ki jih je izvajal veliki orkester pod vodstvom dirigenta Marka Ature ob znani italijanski umetnici Toschi, ki jo je spremljalo 70 mladih pevk in pevcev. Kdo bi lahko rekel, da ta koncert ni imel nobene zveze s temo tabuja? Toda mi smo odprli mednarodni festival z velikim koncertom za družine, s čimer smo sporočili, da so družine pomembne. Da koncert ni samo za nekaj poslušalcev, ampak za številne. In to so družine, to so otroci. Moja država ne dojame pomena zunajšolskega izobraževanja. Naša mesta niso več prijazna do otrok. Če greste po italijanskem mestu, ne boste videli otroka, ki bi sam hodil po ulici. Ta strah, ki je znotraj vsakega izmed nas, je tabu, je strah pred prihodnostjo. In v tej smeri smo tudi pripravljali ta koncert, ki se zdi nepovezan s temo, vendar je globoko povezan z njo. Potem pa so se odvili seveda tudi performansi, ki so bili bolj neposredno povezani s temo, naprimer gledališka predstava Dolga senca Alojza Brunarja o enem najbolj iskanih nacističnih zločincev vseh časov. Ali pa predstava Druga stran, ki je nastala v sodelovanju s Slovenskim stalnim gledališčem v Trstu in se povezuje z Go 2025, pri kateri gre za razmislek o konceptu sobivanja in raznolikih vplivih, ki jih lahko imajo meje. Tovrstne teme so očitneje povezane s tabujem, vendar pa v izkušnji festivala ni pomembno samo tisto, kar neposredno dojameš kot temo, ampak je treba razumeti tudi, kaj se odvija v odnosu do kulture. In a festival, in an experience of a festival, is not only what you see as a topic immediately, but you have to understand what are you doing in relation to a culture. Giacomo Pedini je o svojih pogledih in razmišljanju glede prihodnosti uprizoritvene umetnosti ter morebitnih usmeritev v teme vojne in nasilja povedal. I don't know, the spirit of the ages works alone. We are subjected to that. Duh časa deluje sam po sebi, temu smo izpostavljeni. Sicer odločamo o stvarih, vendar tudi stvari določajo nas. Osebno mislim, da moramo na oder postaviti ljudi in zgodbe o našem času in življenju. Mislim, da je pomembno to storiti. Vprašanje je le, kako to narediti, kako to doseči, kako najti ravnotežje med vsemi dejavniki. To je neke vrste delo, ki ga opravljaš korak za korakom. Osebno ne želim preveč razmišljati o prihodnosti, ker prihodnost ne obstaja, in ne želim preveč razmišljati o preteklosti, ker preteklost ne obstaja. Raje sem osredotočen, pa tudi svojo ekipo rad fokusiram na sedanjost. Sedanjost je nedvomno povezana s spomini in željami. To je res, vendar moramo biti osredinjeni na sedanjost. Če govorimo o sedanjosti, ko so uprizoritvene umetnosti in gledališče potisnjeni proti zabavi, je treba poiskati ravnovesje. Ukvarjati se je treba z relevantnimi, sodobnimi tematikami. To je zelo težko, ampak pomembno je delovati v tej smeri, sploh če upoštevamo dane okoliščine. Hkrati pa je pomembno, da ne zanikamo občutkov večine populacije. Relevant common topic. It's very hard, but it's important to work on that, considering the situation we have.
it's important not to deny the feelings of the majority of the population.